to niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Kolegice, kolegi, lep pozdrav. Dali bomo jasno esencialne informacije o tem, kaj Vilenica bo letos. Kaj je, že vemo. Sodi med vrhunske, ne bom rekel slovenske, niti evropske, ampak svetovne literarne festivale, na katerega prihajajo eminentni pisatelji, ki oblikujejo literarno misel v svetu, pri nas, ampak ne samo to, spreminjajo družbo svojo prodornostjo in svojo umetnostjo. Ko sem letos meni žal, ali na srečo drugih, sprejel mesto predsednika Društva slovenskih pisateljev, sem si glede Vilenice tudi zadal, da absolutno mora spet vsaj z enim svojim delom, vsaj z repom, če že ne z glavo, spet na Kras, kjer je bil izvir tega izjemnega festivala, tako da bomo letos kar 2 nočitvi preživeli in 2 dneva na Krasu, da malce izenačimo. Ker med drugim je eno tistih gesel, s katerimi sem sprejel to funkcijo, da več roba, ki ni obrobje, v središču in več središča na robu. To se pravi, ne centralizaciji kulture, ne centralizaciji umetnosti, ampak umetnost naj zaobjema celoten naš slovenski kulturni prostor, slovenski jezikovni prostor in preko tega naj pljuskne tudi v širni svet. Ampak veliko ne bom govoril, tudi o financah ne, kar najbrž vse zanima, smo v Sloveniji, jaz prihajam pač z tistega roba, iz Trsta, kjer finance niso tako v spredju, kot je neka slovenska travma. Vsakič v Sloveniji govorimo o denarju, koliko ta zasluži, koliko oni zasluži. Glede Vilenice vam ne moramo povedati še nič, ker ni bilo še nobenega dotoka. Ampak upanje zadnje umre in mislim, da v teku 14 dni ali pa največ enega meseca bomo imeli tudi računovodske pojme urejene in vas bomo lahko seznanili, s kolikimi in kolikšnimi sredstvi razpolaga letošnja Vilenica. Moram pa reči, da bo ta festival, in s tem zaključim, letos butični, vrhunski, poln dogajanja, intimen, družbeni in družaven. Hvala za vašo prisotnost in pozornost. Hvala, da sledite temu festivalu, kajti nobena stvar dan danes na tem svetu, brez sedme sile, brez vas, predstavnice in predstavniki tiska, se ne zgodi. Brez medijev dogodka v bistvu ni. Pač smo v takem svetu. Še to naj povem, da smo popolnoma po sili razmer in to v zelo kratkem času v Društvu slovenskih pisateljev preoblikovali celotno organizacijsko strukturo festivala Vilenice. Imamo tudi novega predsednika žirije Vilenica in na tem mestu naj mu gre Gregorju Podlogarju prisrčna in velika zahvala, kot tudi vsej žiriji, ki je opravila v kratkem času izjemno vsebinsko delo in delo na področju izbora letošnjega nagrajenca in
udeležencev letošnjega festivala. Nov organizacijski vodja celotne Vilenice pa je Miha Mavrič, ki mu predajam besedo. Hvala vam. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz bom zdaj nekak scenarija, tako da bom najprej jaz predstavil na kratko festival in potem na koncu tudi razglasil goste festivala za izjemo nagrajenca. Ta čas bo pripadla na koncu predsedniku žirije Gregorju Podlogarju. Zdaj pa kar gremo k stvari in sicer 40. mednarodni literarni festival Vilenica v organizaciji Društva slovenskih pisateljev bo potekal med 8. in 13. septembrom. V festivalskem tednu se bo zvrstilo 11 osrednjih dogodkov in sicer v Lokvi, Sežani, Kopru, Novi Gorici, Trstu in Ljubljani. V okviru teh dogodkov se bo predstavilo 13 uglednih literarnih gostov iz 10 različnih držav. V okviru spremljevalnega programa pa se bodo predstavili tudi številni literarni posredniki, udeleženci mednarodnega komparativističnega kolokvija in drugi z literaturo povezani deležniki. Vilenica svoj vsebinski idejni festivalski fokus med letoma 2024 in 2027 usmerja v temo Krasni novi svet. V naslednjih 3 letih bo festival odpiral številna aktualna in pomembna vprašanja, povezana z izzivi, ki jih pred človeka in literaturo postavljajo sociološke in tehnološke spremembe, globalni jeziki in podnebne spremembe. Letošnji festival bo potekal pod geslom Nova pravila bivanja in se bo posvečal literarnemu dialogu kot orodju za preseganje razmejitev, vabil bo k razmisleku o drugačnih možnostih bivanja, onkraj polarizacije ter preizpraševal vprašanje jezikovnih in nacionalnih identitet. Izpostavljene tematike bodo tudi v ospredju letošnje okrogle mize, ki bo potekala v prostorih Društva slovenskih pisateljev. Ob svoji 40. obletnici festival Vilenica praznuje z izdajo posebne antologije, ki je tokrat posvečena katalonski književnosti. Jezikovno in kulturno bogatemu prostoru, ki svojo literarno zgodovino, estetiko in politično senzibilnostjo zrcali številne temelje napetosti sodobnega sveta. Antologijo, ki bo išla v zbirki antologije Vilenice, sta uredila pesnik, esejist in prevajalec Jaume Subirana in literarna kritičarka ter prevajalka Simona Škrabec. Ona dva sta tudi upravila izbor vseh avtorjev, vključenih bo jih 21. Za prevode sta pa poskrbeli Simona Škrabec in Veronika Rot, najvidnejši slovenski prevajalki iz katalonščine. Antologija, ki bo išla pred festivalom, bo premierno predstavljena v okviru okrogle mize, ki bo posvečena Kataloniji, na kateri bodo v Slovenijo sodelovali tudi nekateri od antologijskih avtorjev, med njimi so udeležbo potrdili Francesc Serés, Biel Mesquida in María José Pescriva. V sklopu festivala bo 10.9. potekal tudi 23. mednarodni komparativistični kolokvij v organizaciji Slovenskega društva za primerjalno književnost. Posvečen bo verzologiji in bo naslovljen sodobne metode v teoriji verza. Kolokvij bo združil številne domače in tuje raziskovalke in raziskovalce, ki se posvečajo zgodovini komparativistike in intelektualni zgodovini nasploh. Zdaj pa, preden razglasim preostale literarne goste letošnjega festivala, naj poudarim, da je še ena posebnost 40. jubileja ta, da so vsi tuji gostje, ki ne spadajo v kontingent Katalonije, nekdanji nagrajenci. To je bila ideja in ki se je tudi izvršila. Zdaj bi pa navedel, kdo jih je zbral najprej. Strokovna žirija za Vilenico v sestavi Gregor Podlogar, predsednik, Aljaž Koprivnikar, podpredsednik, Veronika Dintinjana, Ludvik Hartinger, Martin Lisjak, Aleš Mustar, Tone Peršak, Dijana Pungršič, Sašo Poljarevič, Jutka Rudaš in Đurđa Starsoglavec. Je torej med nekdanjimi nagrajenci izbrala za to, da gostujejo na 40. obletnici sledeče avtorice in avtorje. Mila Haugova, Slovaška, Laszlo Krasnahorkaj, Mađarska, Ilma Rakusa, Švica, Andrzej Stasziuk, Poljska in Dragan Velikić, Srbija. Slovenske goste festivala so izbrali Veroniko Simoniti in Miho Obita, slovenska avtorica v fokusu je pa Maja Haderland. Gost festivala bo tudi nagrajenec oziroma nagrajenka mednarodnega razpisa SEP, torej Srednje evropske pobude,
ki pa bo znan, kakšni so razpisni pogoji, šele konec julija. Zdaj, preden predam besedo predsedniku žirije, da razglasi nagrajenca, bi vas pa rad obvestil še o nekaterih novostih letošnjega festivala. Prva mogoče to, da je Jamarsko društvo Sežana prvič aktivno vključen kot soorganizator zaključne prireditve, torej podelitve nagrad v Jami Vilenica. Prvič sodeluje festival Vilenica tudi z EPK Nova Gorica, torej Evropsko prestolnico kulture, v okviru katere bomo imeli en dogodek vileniški v petek tudi tam. Prvič bomo smo najeli režijo za otvoritveno in zaključno slovesnost. Lotili smo se prenove knjižnih publikacij v sodelovanju z Litere Slovenice. Poseben bo tudi zbornik, saj so nekdanji nagrajenci v njem ne bodo predstavljeni z literarnimi besedili, temveč z poglobljenim intervjujem, ki ga je pripravila žirija na čelu z Gregorjem Podlogarjem in ki bo tematizirala nekako 40 let Vilenice in kako se literatura v tem času spreminjala. Skratka, bo tudi na nek način neka posvetitev festivalu strani teh uglednih gostov. Pomislili smo si tudi kartico ugodnosti, ki bo omogočila za to, da promoviramo branje. Spletno stran imamo tik pred prenovo, pripravili bomo dokumentarni film, pripravili bomo tudi dogodek od Sohrarni, ki bo nadomestila Švicarijo. To se mi zdi tudi zaradi simbolne vrednosti tega prostora v 40. obletnici pomembno. In še dodatna, razlika tega dogodka bo v tem, da ne bo samo pogovor z nagrajencem, ampak bomo prvič naredili tako, da bo tudi branje vseh nekdanjih nagrajencev. To pomeni, da bomo imeli na enem odru v enem večeru 6 vileniških nagrajencov skupaj na odru. Vključili smo tudi knjižnice, s tem, da jih prosimo za priporočilne sezname, da jim nudimo promocijski material, da širimo tudi med bralstvom knjige avtoric in avtorjev, ki bodo gostovali na festivalu, in pa zelo v fokus postavljamo oziroma v ospredje zeleni prehod, tako da bomo tudi v okviru festivala več aktivnosti bodo temu posvečene, med drugim tudi organizacija kolesarske ture. Zdaj pa bi jaz mogoče na tem mestu, da ne boste predolgo čakali, prosil predsednika žirije, gospoda Gregorja Podlogarja, da razglasi prejemnika nagrade Vilenica 2025. Hvala Minka, hvala Mari, dober dan želim vsem skupaj. Najboljše, da kar takoj povem, kdo to je. To je Georgij Gospodinov, bolgarski pesnik, pisatelj, dramatik, ki ga verjetno poznate. Zdaj, lahko služim, da bo ta suspens prekinjen. Te njegove romane, ki so prevedeni v slovenščino. Zdaj, Georgij Gospodinov pravzaprav tudi pri nas ni neznan avtor. Gostoval je pravzaprav že na vseh 3 najpomembnejših literarnih festivalih. Najprej na Dnevih poezije in vina, potem pozneje tudi na festivalu Vilenica, zdaj nazadnje še na festivalu Fabula. Tisto, kar je pomembno, je to, da poznamo tudi njegovo delo. Ob prvem obisku je bilo prevedenih nekaj njegovih pesmi. Pozneje je tudi en del iz njegovega romana v zborniku Vilenice, no in potem so izhajali tele 3 romani, ki so tukaj pred vami. Zdaj, mogoče nekaj nekoliko bolj fotografsko predstavim. Georgij Gospodinov, kot sem že povedal, je pesnik, esejist in dramatik, napisal je tudi en risoroman in je eden od osrednjih imen sodobne evropske literature. Čeprav je pravzaprav Gospodinov začel svojo literarno pot kot pesnik, pravzaprav se je tudi po tej logiki pojavil v Sloveniji, se je zares v mednarodnem prostoru in tudi pri nas uveljavil šele s proznim pisanjem. Zdaj, njegova prva pesniška zbirka Lapidarij je išla leta 1992 in je nekako že takrat pomembno vplivala na dogajanje v bolgarski književnosti. No, njegov prozni prvenec iz leta 1999 pa je tale knjiga tukaj, to je naravni roman, ki je šel potem tudi v slovenščini leta 2005 in je v bistvu
prinesel nek avtorski zamah v sodobno bolgarsko literaturo in je bil zelo dobro sprejet pri bralcih in kritikih. Tudi pri nas, vse te 3 knjige, ki so tukaj pred mano, so razprodane. Žal, ni nobena knjiga njegova več dostopna, če bi si jo želeli kupiti. Upam pa, da bo kdaj kakšen ponatis bil, lahko vam pa izdam, da sta v pripravi še 2 prevoda, ampak je več o tem pa v prihodnje. Zdaj, tisto, kar mogoče čisto na kratko, da ne bi bil predolg. Za Gospodinova je značilno, da na njega lepijo te postmodernistične oznake. Jaz bi rekel, da mimo tega, posebej za ta roman, naravni roman, je pa značilno to pravzaprav, da pravzaprav zaživi skozi ta roman neka preprostost, ki se odslika v zapletenosti sveta, ki vsakega bralca očara. Zdaj za njegov drugi roman, Fizika žalosti, ki je šel leta 2011, slovenski prevod pa leta 2015, je bil med drugim nagrajen za roman leta v Bolgariji, zanj pa je značilno, da je sestavljen iz več drobnih zgodb in različnih pripovednih tehnik. Zdaj, tako kot naslovnica sugerira, glavni protagonist je deček in vživljanje tega dečka, ki je glavni lik romana, v druge in drugo, pa je pravzaprav nekaj nenavadnega, pretanjenega in zelo ganljivega. Roman dokaže, da literatura ne obeseduje sveta, temveč da je sam svet in njegova zgodovina. To velja tudi za njegov tretji roman, to je Časovno zaklonišče, ki je šel leta 2020, slovenski prevod pa 2 leti pozneje, leta 2022, in kot morda že veste, je bil tudi nagrajen s prestižno nagrado Mednarodni Booker. Zdaj, tisto, kar je značilno za ta roman, je to, da preklaplja med različnimi pripovednimi ravnmi ter nas na satiričen način poskuša postaviti pred eno od ključnih družbenih vprašanj nasploh. Kako živeti s kritičnim pomanjkanjem prihodnosti. Zdaj, tisto, kar se meni zdi mogoče še pomembno pri tem romanu vzpostaviti in se na nek način navezuje na 40. obletnico festivala Vilenica, je to, da če se spomnite in če ste roman brali, je roman postavljen v neko kliniko za preteklost, v bistvu, ki ponuja zdravljenje obolelih za Alzheimerjevo boleznijo in vsako nadstropje stavbe do potankosti rekonstruira določeno desetletje iz preteklosti in s tem omogoča bolnikom, da se vrnejo v čas svoje mladosti oziroma obdobje, ki se ga še spomnijo. No, in pač na nek način tudi mi s svojimi avtorji in avtoricami, ki smo jih letos povabili, poskušamo se vrniti vsako od desetletij v preteklost festivala. Zdaj, zakaj Gospodinov? Gospodinov, to je eden od razlogov, ki sem ga zdaj navedel. Gospodinov je mojster sodobnega romanopisja, njegovo pisanje, obsedeno z družbenimi in zgodovinskimi dogodki, je osredinjeno na nevidnega posameznika, je mestoma nepredvidljivo, a fragmentarno, pa vendar se mojster pozliva v celoto, tenkočutno celoto, tudi nežno in prežeto s črnim humorjem. Skratka, Georgij Gospodinov, 40. nagrajenec festivala Vilenica, s svojim delom na samosvoj način pooseblja zgodovino festivala in daje zgled, kako prepričljivo lahko literatura tudi danes nagovarja vsakogar. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, Gregor. Zdaj pa, preden zaključimo s to tiskovno konferenco, je potrebno povedati, da sta le na to tiskovno konferenco vabljena tudi župan občine Sežana in predsednik Jamarskega društva Sežana, ki se tiskovke ne morata odeležiti, sta pa poslala eno sporočilo in jaz bom ga zdaj prebral. Torej, najprej sporočilo župana Sežane Andreja Sile. Spoštovani, občina Sežana je ponosna, da že od samega začetka stoji v strani festivalu Vilenica
ki svojo kakovostjo, kontinuiteto in mednarodnim dosegom pomembno soustvarja identiteto Krasa ter naše občine. Festival, ki povezuje ustvarjalce in ljubitelje literature z različnih koncev sveta, je prepoznaven ambasador kulturne dediščine, odprtosti in umetniške odločnosti, tako doma kot v tujini. Z izjemnim literarnim programom, globokimi razpravami o aktualnih družbenih vprašanjih in prijetnimi druženji v kraškem okolju Vilenica že desetletja prispeva k ohranjanju in razvoju jezika, literature ter umetnosti kot temeljev naše skupne identitete. Hkrati pa svojim poslanstvom briše meje med narodi ter spodbuja ustvarjalne povezave, ki gradijo mostove med različnimi kulturami. Občina Sežana ostaja zavezana podpori festivalu tudi v prihodnje in se veseli nadaljnega sodelovanja pri ohranjanju in razvoju te dragocene literarne tradicije. Zdaj še pa na kratko sporočilo predsednika Jamarskega društva Sežana Jordana Guština. V veliko čast in ponos nam je, da smo Jamarsko društvo Sežana že ob 40. podelitvi del zgodbe festivala Vilenica. Kot soorganizatorji smo bili prisotni že na samem začetku leta 1986, ko se nismo niti v sanjah predstavili, kako veličasten dogodek soustvarjamo, ki nosi ime po najstarejši jami na svetu, Vilenici. Del teh zaslug lahko pripišemo in smo hvaležni tudi Društvu slovenskih pisateljev oziroma nagradi Vilenica, pri kateri skupaj sodelujemo in nadaljujemo tradicijo večerov poezije, ki so se pričeli v 80. letih ravno tako v plesni dvorani Jame Vilenica.